Poslušate tedenske vrtnarske nasvete na Zelenem svetu. Danes bomo govorili o težavah na paradižniku, papriki, kumarah, bučah in ostalih plodovkah. Z nami je Miša Pušanjak, specialistka za zelenjadarstvo in okrasne rastline z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor. Miša, pozdravljeni. Pozdravljen. Vremenske razmere oziroma ohladitve v maju niso bile nič kaj ugodne za plodovke, bilo je hladno, klestila je celo toča. Kakšni so simptomi in kaj opažamo na paradižniku, papriki, kumarah in ostalih plodovkah? Ja, jaz mislim, da najslabše ali pa najbolj ljudje opažajo težave tega hladnega začetka maja, pravzaprav na papriki in pa na kumarcah, tudi na bučkah. Bučke so navadno malo bolj odporne, samo tam, kjer so bile premajhne sadike ali pa slabo ukoreninjene, so težave. Paradižnik jih nekoliko manj kaže. Kaj lahko pričakujemo zdaj pri paradižniku? Dejansko večji občutljivost na bolezni, ker zdaj pa prihaja tisti čas, temperatura okrog 25 stopinj pa zračne vlage in takrat se lahko takšen nekoliko prehlajen paradižnik prej zboli. Skratka, to lahko pri njemu pričakujemo, pa mogoče kakšne poškodbe na plodovi. Skratka, če bodo plodovi letos malo drugačni, kot ste jih navajeni, potem je to posledica tega hladu. Ampak mislim, da na paradižniku zelo takih težav raznih izjemoma ni. Paprika pa res marsikomu zelo rumeni, ker bleda postaja. Skratka, jaz sama osebno bi rajši skoraj kupila nove sadike danes so tako drage, pa se ne bi s temi sadikami mučila. Te sadike, če bojo začele roditi enkrat v avgustu in konec julija, zdaj odvisno časih, mogoče kdo je bo že spravil še prej k sebi, v vsakem primeru bodo zelo pozne, medtem ko kumare pa kar nekateri kar propadajo. Skratka, če že rjavijo, potem jih seveda ne bomo rešili, spet velja isti nasvet, sadimo reši nove sadike, ker tiste bodo hitro začele roditi in bodo daleč prehitele tele boge zmučene sadike, ki jih imamo zdaj na vrtu. Mogoče še eno kratko vprašanje. Kako je s samim koreninskim sistemom? Mogoče temperatura tal vpliva na samo koreninjanje? Ja, se ravno to je bilo, pravzaprav tega tedna temperatura tal niti en dan še ni bila primerna za sajenje plodovk na prosto. Res, da so bile dnevne temperature nekoliko višje, potem je pa seveda prišla ta ohladitev, ki je še dodatno zmatrala rastline. Jaz bi še priporočala, že prej sem rekla, da so paradižnik skoraj po večini, z izjemami, ki seveda vedno postajajo, bo preživel in bo tudi normalno delal naprej. Tako da svetujem res uporabo pripravkov, ki se bojo ali izvlečke aminokislin ali pa izvlečke morskih alg. Jaz bi zdaj v tem šokantnem ali pa stresnem obdobju priporočala aminokisline, pa šele potem naslednjo rundo alge. Alge namreč vplivajo na koreninski sistem, da bo čim prej začel se razraščati, vraščati in dajati rastlinam hrano. Aminokislina po bistvu pomaga rastlini dvigniti energijo, skratka premagati te stresne situacije. Velja isto za vse ostale plodovke, bučke, medtem ko se pravi, če so paprike res čist pobledele, pa porumenele, pa kumarce pravzaprav že porjavele, kot mi nekateri javljajo, pa boljše zamenjati. Težava zna biti tudi jajčevci. To opozarjam, jajčevec pravzaprav razen, da je svetlejši, oziroma da ne raste, tako kot bi ga človek pričakoval, ne kaže še zaenkrat nekih problemov, razen tam, ker ga je že napadla prašica, ampak zna se zgodi, da se bo to zgodilo kot pred 2 letoma, da bo komaj v avgustu začel cveteti, vmes pa bodo zrasle košate rastline. Tako da tudi jajčevec absolutno tisti, ki ga imajo, vsaj poškropiti z aminokislinami in to tretiranje čez 3-4 dni ponoviti z algami, pa spet čez 3-4 dni z aminokislinami. Skratka, ne samo enkrat poškropimo, damo preko listov, ostanek vode pa tudi zalijemo. Miša, vaši nasveti so praktični in poučni, tako kot vedno. Slišiva se naslednji teden, do takrat pa en lep vrtnarski pozdrav. Enako, srečno. Pogovor z Mišo Pušanjak sem vodil Davor Špehar. Če so vam novice na Zelenem svetu všeč, vas vabim, da se na spletni strani zelenisvet.com prijavite na brezplačne tedenske nasvete. Tako jih boste redno prejemali na vašo elektronsko pošto. Sledite nam tudi na spletni strani zelenisvet.com, Facebooku, Twitterju in YouTubeu.